Pozdravljen Tobija, kitarist, skladatelj, multimedijski umetnik, pa ne nazadnje zdaj tudi v vlogi pianista. Študiraš v Berlinu, zaključuješ ravnokar, mislim oziroma v tem letu, ne, če bo vse po sreči. Sicer pa član mnogih zasedb, kalil si se v njih in mogoče tudi nekatere vodil. Zdaj pa v bistvu tudi član mladih raziskovalcev, rezident programa, ki je pa tudi letos del Jazz Festivala Ljubljana. Pa me zanima mogoče s prve, ne, zdaj mladi raziskovalci, to je že v bistvu 3. edicija, pa mogoče samo obrazložiš to neko bistvo mladih raziskovalcev, pa koliko so se mogoče v teh 3 letih do točke, ko si ti v bistvu se priključil, kaj je spreminjalo mogoče. Torej, bistvo mladih raziskovalcev je pravzaprav mlade glasbenike in umetnike soočiti z nekim profesionalnim načinom dela in z infrastrukturo, ki je postavljena z namenom, da jim pomaga realizirati vse njihove ideje in projekte. Jaz imam to srečo, da sem že v 3. ediciji in v 3. gre rado, tako da moram reči, da je infrastruktura in vse priložnosti, ki jih bom imel v sklopu 3. sezone, vse je zelo dobro postavljeno in vse na zelo visokem nivoju. Kar mladi raziskovalci seveda še omogočajo, je tudi to, da prideš v krog, kjer so enako ali podobno misleči in potem takem drugemu, tako kot s tistimi, ki so pred mano prišli in tistimi, ki bodo prišli za mano, omogočamo kar se da dobre pogoje za to, kar si oni želijo. Ustvarjate pa v bistvu temu polju improvizacije, ne? Recimo, sicer tudi s kompozicijo, ne? Tudi letos, mislim si, tudi za festival ste pripravili neko kompozicijo, ampak vseeno mogoče bi znal mogoče presoditi, kaj je pomembno recimo za mlade, ne? Zakaj je dobro, da improvizirajo, ne? Recimo, ker mnogo jih izhaja tudi iz nekih klasičnih vod ali pa nekih čist drugih, tudi ti na vse zadnje si v bistvu iz jazza pa iz nekih drugih zasedb, drugih žanrov, tako da. Improvizacija je določen način igranja glasbe, ne nazadnje tudi način delovanja, ki nam omogoča, da glede na dan trenutek naredimo nekaj optimalno. Tako da vprašanje improvizacije seveda v sklopu mladih raziskovalcev in tega, kar mi ustvarjamo, zelo pomembno, je pa to stvar, do katere pride pri katerikoli panogi, predvsem v umetnosti, ko smo na zelo visokem nivoju. Glasba ni nekaj, kar se da postaviti in bo zavedno veljalo. V klasični glasbi imajo določene okvire, znotraj katerih na nek način improvizirajo. Kar je tukaj drugače, je to, da si te okvire v mojih kompozicijah mi lahko sami postavimo in dejansko igramo po nekih pravilih, ki si jih sami določimo. Potem takem bi lahko rekli, da je možnost agencije oziroma realizacije potenciala večja, ker dejansko, če igraš po svojih pravilih, igro, ki jo igraš, bolje poznaš. In za rezidenco si se pa odločil za kak način delovanja, koga si povabil k sodelovanju, mogoče da predstaviš to ekipo, s katero ste tudi pripravili performance imenovan About the Change. Torej, ekipa, s katero sem to pripravil, je v bistvu zelo posrečena. Imel sem to srečo, da zaradi časa, v katerem se nahajajo, nihče izmed izbranih ni imel velike zaposlenosti in so doprinesli k projektu več, kot sem dejansko pričakoval od njih od trenutka, ko sem jih pozval. Gre za kombinacijo jazz in klasičnih glasbenikov. Imamo, da predstavim ekipo, Luka Poljanec na tolkalih, Lenart Debok na saksofonu, Maj Kavšek na trobenti in Oskar Longika na violi. Luka in Oskar sta klasična glasbenika in potem takem imata odnos do glasbe, tako kot sem že prej omenil, oziroma odnos do pravil, ki so jima postavljeni kot izvajalcem, za spoznanje drugačen kot recimo Lenart in Maj, ki sta primarno jazz glasbenika. Seveda pa Lenart in Maj drugače gledata tudi na to, katera pravila si lahko sama postavita oziroma koliko svobode lahko izkoristita znotraj tega, kar igrata. In to je v sami kompoziciji že predpostavljeno in ko sem pisal kompozicijo, sem se dobro zavedal, za koga jo pišem in potem takem sem lahko dejansko znotraj mojih okvirjev neke vrste improvizacije določil točen, kdo bo dobil kakšno partituro
in kakšna bo vloga nekoga, ne samo glede na to, iz kje izhaja, ampak tudi glede na njegove glasbene, karakterne lastnosti in konec koncev lastnosti tega, kako deluje znotraj ekipe, ki sem jo nabral. Ampak koncept je pa zastavljen tudi ne zgolj za glasbo, ne, ampak je tudi za luč in gibanje, tako da mogoče še razložiš ta segment. Ja, torej, kot si že povedala, naslov projekta oziroma kompozicije je About a Change. Gre se za opazovanje in razumevanje sprememb tako na osebnem kot na družbenem oziroma v našem primeru zvočnem gibalnem nivoju. Zakaj sem izbral prav te medije? Je zato, ker je zvok medij, nad katerim imamo mi neke vrste kontrolo. Z našim telesom zvok lahko proizvajamo. Prav tako lahko proizvajamo gibanje. Mi se lahko gibamo po prostoru. Luč pa v tem primeru ne more biti proizvedena iz našega telesa. Rabimo nek sekundarni agent, ki jo proizvaja za nas. In relacija, ki smo jo vzpostavili v spremembi, je relacija med nečem, kar se spreminja, in med nečem, kar je stacionarno. In to sem želel že v uporabi medijev predstaviti, da je luč nekaj, česar mi ne moremo proizvesti. Lahko pa na njo vplivamo z gibanjem in do neke mere tudi s proizvajanjem zvoka. In že na tem nivoju se vzpostavlja ta relacija v medijih, ki se potem tudi prevede v to, kako smo postavljeni in kako dejansko izvajamo kompozicijo na odru. Klavir in tolkala, stacionarna objekta in trije gibalni agenti, ki spreminjajo relacije tako med mediji kot med stacionarnimi objekti na odru. In kako dolgo ste v bistvu pripravljali ta performance? Ta performance smo pripravljali približno teden dni. Za samo snemanje smo izvedli 2 tedna, preden se je to zgodilo, tako da sem v enem tednu spisal kompozicijo, nabral fante in smo vadili en teden zelo pošteno, ampak tako kot sem rekel, na srečo so bili predani in smo v presenetljivo kratkem času uspeli priti do zelo zadovoljivih rezultatov. Ker to je bilo v bistvu še takrat za čas karantene, ne? Ampak recimo sama ta epidemija in vse posledice takrat so dejansko je vplivali tudi na ta na pripravo performansa, tudi z vidika koncepta ali zgolj pač z tega, da ste imeli pač dovolj časa? Definitivno je vplivala na to že sama izbira tega, okoli česa se kompozicija odvija. Gre se o spremembi in redko kdaj v naših življenjih se je zgodilo toliko sprememb kot v tistih 3 mesecih karantene, tako kot sem rekel, na osebnem, na družbenem, na družinskem nivoju in posledično na glasbenem nivoju. Ljudje, ki so prišli na vaje, torej moja ekipa je bila drugačna kot takrat, ko smo se videli pred karanteno in s tem v mislih je kompozicija nastala potem takem, če so izpostavljeni vsakodnevnim spremembam, lahko izvajajo nekaj, kar zares dobro poznajo. In zato sem si izbral prav spremembo za temelj te kompozicije, ker je to nekaj, s čemer smo bili vsi v stiku. Če se vrnemo še mogoče samo malenkost na program Mladi raziskovalci, zanima me, ti recimo študiraš v Berlinu, ne? Imajo mogoče drugod tudi neke podobne programe, si videl kako primerjavo? Mladi raziskovalci so na slovenskem in evropskem nivoju definitivno unikatna zadeva. Seveda so podobni programi oziroma programi, ki bi delovali na podobnih premisah, so marsikje, ampak v taki razsežnosti in v taki dolžini konec koncev govorimo o eni sezoni, ne v enem tednu ustvarjanja. Govorimo o mnogih performansih, o mnogih rezidencah, snemanjih in to je tisto, kar dejansko pusti tudi umetniku in sestavu, ki si ga umetnik zbere, da se razvije. In ko govorimo o razvoju tega, drugi programi, ki bi lahko jih s tem primerjali, nimajo. Prav tako je pa tukaj v sklopu mladih raziskovalcev in recimo abecede, ki se dogaja na jazz festivalu in A-Parlor Zavoda za razvoj sodobnih umetnosti, se je ustvarila družba in konec koncev publika, ki to sprejme in ki to spremlja. In zato smo lahko zelo hvaležni. Da si v bistvu posredno že pač obrazložil, kje je pač to neko bistvo in hkrati nek doprinos mladih raziskovalcev širše za sceno. Zdaj pa recimo, če se predstavimo še na Jazz Festival Ljubljana, kje pa vidiš recimo njegov doprinos, ne? Zdaj ti si v bistvu aktiven tako na domačih tleh, kot tudi v tujini, predvsem v Berlinu, pa mogoče, če lahko še ta okvir predstaviš, kje vidiš ta festival. Njegov doprinos. Ja, pravilo je seveda, da seme ne bo usklilo iz slabih tleh.
iz slabih tal, pardon. In to jazz festival, predvsem v letošnji ediciji, še toliko bolj poudarja, da je pomembno. Da so se odločili, da se bo izvedel, čeprav morda v drugačnem formatu, da se že v bistvu 3 leta zapored ukvarjajo z razvojem tako slovenske jazz scene, kot v bistvu njene povezave z mednarodno jazz sceno in razvojem mladih umetnikov, kot sem recimo omenil abecedo in priložnosti, ki jih dobijo mladi raziskovalci in ostali, ki so del abecede za izvajanje in izražanje svojega mnenja. Tako da, kar se govori, ko pride dejansko do podlage, je jazz festival in to, kar se dogaja v bistvu glavnega pomena, da se na tem lahko gradi zadeva, kot so recimo mladi raziskovalci. Se pravi, se ti zdi v bistvu zelo pomembno, da se je festival, kljub temu, da je pač v neki drugačni različici, da še vedno pač se je odločil izvesti, da Cankarjev dom in pač Jazz Festival Ljubljana, da seveda sta to omogočila in tudi honorarje, in tako se pravi, se ti zdi to v bistvu, glede na to, da je mnogo festivalov odpovedalo, ne? Ja, in tukaj vidim to prednost, ki jo dejansko imamo z Jazz Festivalom Ljubljana v relaciji, omenila si Berlin in Nemčijo, da se tam po eni strani je scena prevelika, po drugi strani je preveč različnih vektorjev, ki vsak sili v svojo smer, da bi se lahko stabilna podlaga, tako stabilna kot recimo prav na Ljubljana Jazz Festivalu, vzpostavlja. Pa mogoče za konec še to, pripravlja se poletje, jesen, kakorkoli, ti si še vedno rezident do leta 2021. Kakšni so plani, se pravi, za naprej, če seveda že obstajajo? Plani za naprej so definitivno razvijati kompozicijo in razvijati ekipo, ki sem si jo izbral, da bo z mano pravzaprav čez celo sezono, to je teh še 4 fante skupaj z mano, ki bomo v bistvu do konca tega leta izvedli še 6 rezidenc, če se ne motim. Po drugi strani pa se bomo ukvarjali tudi z raziskovanjem ostalih medijev, predvsem nas tukaj zanimajo medijske platforme in seveda potem zaključili bomo in proti temu stremimo, da ko bo prišel čas za Zvončke in trobentice, ki je še en festival v organizaciji Cankarjevega doma, ne samo, da bomo poskušali predstaviti novo in bolj potentno umetniško delo, ampak definitivno, da bomo poskušali prikazati, da je bil razvoj, čez katerega smo šli tekom vseh rezidenc, dejansko vreden truda in vreden podpore. Kar pomeni, da se ne gre nujno samo za to, kaj bomo mi od tega odnesli ali pa kako se bomo mi razvili, ampak definitivno je tudi to, kaj bomo mi lahko nazaj dali in kako bomo mi pokazali, da se splača v to vlagati. Super. Najlepša hvala. Hvala.